Zdaj je za košno, kakor se zadnji vidi, imam že 2 sipove kosilnice pripete. 3 metrsko čelno, brez natilnika, pa 3,40 m zadnjo, tudi brez natilnika, sredinsko petje. Zraven je tudi prišel roki sipa, tako da je voda na to ne ostava, malo bomo pogledali, pa direkt v akcijo. Zdravljen. Zdravo, živo. Tu imamo nov S-Flow oziroma posodobljen, malenkost močnejša konstrukcija za malenkost večje traktorje kot je ta. Kot vidite, malenkost vizualno posodobljena, malenkost močnejše roke, malenkost olajšano samo priklapljanje, ter bomo tudi kasneje videli med samim delom, se pravi tako delni dvig kot za transportni položaj, vse ostalo v bistvu ostane isto kot pri njegovem predhodniku. Kdaj pa je tale prišel modelka? Jaz sem 3 leta nazaj snimal, še ste starmo v petjem. Koliko cajt je pa ta del na nov? Tako, tale v bistvu ta zadeva je bila lansirana na trg v lanskem letu. To se pravi specifikacije, tiste nagibi pa to je vse isto, ima pa več hoda gor dol. Tako, malenkost samo se pravi ti z samim nivelirjem, same višine, malenkost večji tale števc za manometer, se pravi, da ga lažje vidimo ven iz traktorja, pa v bistvu zadeva malenkost lažja za samo priklapljanje in odklapljanje. Ter, kar je bistveno, šli smo dol, se pravi iz trikotnika. Tako, da v bistvu to sem pa že kuj porajto, to je pa fan. V bistvu fiksno 3-točkovno upetje na sami kosilnici. Spodne baze pa ostanejo v bistvu enake, kot so bile že tudi prej. Tlele sem gledal, jaz se ne spomnim, da sem v preprejšen kosilnic tole pipco tle. Ali bila, ni bila? Ta pipca je bila prej v bistvu skrita tule noter. Se pravi, s to pipco reguliramo, ali gre pritisk iz samega traktorja na razbremenjevanje, ali pa v bistvu koristimo, se pravi, za sam dvig enote. Se pravi, priklop je zmeraj na isti višini, pa v bistvu potem samo sama enota dela. Bistvena sprememba je pa ta, da smo šli v bistvu iz dvosmernega cilindra na enosmernega plavajočega, tako da v bistvu samo v plavajoče spustimo kosilnico pa letimo. Pa tudi samo ena lajtanga, a ne fliten. Tako, zdaj samo ena lajtanga. Vse je malenkost bolj na vidnih mestih, malenkost lažje. Prej smo z samim verigim lovili tisto pravo višino, zdaj pa imamo tule en tak nivelir tudi, se pravi, ki ti pokaže, kdaj je idealna višina priklopa. To se pravi, iz traktorja, ki gleda, mora imeti jaz tele roke od hidravlične toliko dvignjene, da je tamle, da sta puščice poravnane. To bomo tudi pol kasneje pokazala, se pravi, ko bova samo nastavitev delala. Tole recimo to za parking mi, jaz sem takrat, ko odpinaš, pač tale gre dol, se tle zabije, da odpneš, da ne ta pravi višin. Kaj pa je pa razlika med cesto pa med delovnim položajem? Zakaj pa sploh dajal na cesto kdaj? V bistvu tako, se pravi, tukaj imava za cesto je v bistvu samo varovanje, zadevo prestavimo, se pravi, jo spustimo naprej in zdaj v bistvu, če bi samo kosilnico dvignili navzgor, zahaklamo v te kline noter, če slučajno lightninga oziroma če slučajno cilinder popusti, da med samim transportom ne more enota paditi na samo vozišče. To se pravi mehansko zavarvan. Tako, to je mehansko varovanje. Čak, lepa to se pravi z eno, toliko ima zelo nastavljeno vtiž gor, a takrat šponaš tamle not pritisk. Tako, pomeni, da v bistvu devamo sam pritisk preko lightninga v samo razbremenjevanje kosilne enote, lahko dava v zaklenjen položaj, tec se v bistvu nič ne dogaja, ali pa dava v bistvu samo dvigovanje in puščanje same enote. Nekje 50 kg na meter samega grebena zadeva pritiska na samo podlago. Evo, to je to malo od tega le nogov petja. Dej, kosilni greben, kot smo rekli, je spodaj isti, a ne? Drugače sem pa posnel, se pravi, kot sem prej rekel, 2-3 leta nazaj tudi en sipov komplet, takole. Tam sem tudi še malo bolj predstavil, tudi v diske not, pa manavo nožev, pa to. Ta prvo smo na hitro pogledali, da je pa še ne ta zadnjo. Tlej pa še malo manj umetnosti. A je tako? To, tukaj pa v bistvu se pravi že sama klasika, vsem zelo dobro poznana zadeva. Pomeni stranska 3,40 m kosilnica z sredinskim upetjem, varovanje vsakega diska posebej, pa hidravlično razbremenjevanje komplet kosilne enote, ravno tako kot je spredaj. Kaj pa recimo, mora biti kaj višji z glave, tale, ki je sredinsko upeta ali pa stransko upeta, kakšna pa to, ker je razlika v tež tudi, ker tam ima verjetno precej večjega okovja gor. Tako, se pravi najmanjša izvedba 3 metre, pa v bistvu takoj nekje od 1000 kg naprej. Stransko upete kosilnice pa v bistvu mi izdelujemo v Alp serijah, pomeni od 2,20 m pa do 3,40 m. Pomeni te sredinsko upete so gnane preko kardana, stransko upete so gnane preko jermena. Stransko upetje ima dosti več samega hoda, nekje 40 stopinj navzgor in navzdol. Tukaj se pač to sam hod v bistvu dosti zmanjša zaradi samega kardanskega pogona, pa v bistvu same
roke. Čakaj, ima tale pa etažen reduktor 540. To je 1000 obratne. Vse v bistvu Silvercati naši serijsko proizvedeni so v bistvu 1000 obratni, je pa v bistvu tudi opcija, se pravi 540 obratnega. To se pravi, če nimaš traktorja stavžen, tako Tako, je to druga opcija. Čakaj, tale cilindrček je tudi zato, da greste prvo ta konc gor, ne, da zunaj briše v tla. Tako, se pravi, ta je v bistvu najprej pobere, se pravi do same roke in potem v bistvu dviguje komplet sistem. Hkrati je pa v bistvu vse skupaj povezano tudi za samo razbranjevanje komplet kosilne enote. Ja, ne, zdaj pa mislim, da najbolj da greva prpit, tako se zagre, pa bomo pa že naprej še malo povedali. Evo, da še spodaj malo pokažem, da noter rekli, da nisem nič pogledal. Tale je še čist nova. Hans Noje. A partil kakšnih usmerjeval ni zadaj, ne? Pri vseh je v bistvu možnost dodati same usmerjevalke. Odvisno je, tukaj imamo en kup dodatne opreme, se pravi od nog za pokončni odklop same kosilnice do v bistvu, se pravi, usmerjevalk, cestno-varnostne opreme, pač odvisno kaj se stranka. Ja, to se pravi, malo morje dodatnih opcij. Traktor je v plavajočem, taca je gor, tukaj da gre v parking. Se pravi, če začnemo iz samega osnovnega priklapljanja, pomeni, da demo smo tritočkovno lepo priklopili. Najprej v bistvu s samim rokavi dvignemo tukaj visoko, se pravi, da se pa nivelirja v bistvu pokrijeta, kar smo že prej v bistvu povedali. Potem dvignemo samo varovanje v položaj za košnjo, spredaj pospravimo Tačko. samo tačko, ki ima tule odlično mesto za samo skladiščenje. Jaz sem pa iskal, ki je. Zadnjo sem vedel tudi, da sem je nekam bo spravil, ampak to je, da je spet malo drugačen koncept. Drugačen koncept. Vse, kar se moramo v bistvu narediti, je, da še dvignemo tale sistem, se pravi za sam transportni položaj. Tukaj si malenkost pomagamo s samim hiperventilom, da v bistvu zadevo razbremenimo. Če ga pa tam nekaj pritisnil, tam moramo tisti nekaj spreminjati, nekako pa mora biti. Tule nekje imamo označeno, se pravi samo delovno območje za v bistvu samo razbranjevanje grebena. Tule nekje, ki je ta puščica, bi naj bil nekje tisti idealni tlak. Je pa res, da je od vsakega travnika v bistvu tudi samih delovnih hitrosti odvisno. A ga se taknem? Tega tam vrnim. Da ne uplavajoče. Kakšne fan komande. Tale. Aha, kako se čudem posprav, vidite. Sploh nisem navajen, če bomo še enkrat. Potem pa v bistvu samo uplavajoče. Pa gor. Dobar! Če še zdaj spustiš v plavajoče, da še mislim nadijeva. Ok, uplavajoče. Evo, tam je zaklenil. Zdaj pa nastavljena, ne? Zdaj pa nastavljena. Evo, zdaj pa čist. Še ta zadnjo, bo pa akcija. Rok, postopek. Tako, postopek. Trenutno smo malenkost visoka z samim priklopom. Najbolj pomembno je, da pred samim priklapljanjem kosilnice najprej pogledamo roke od traktorja z zadnje strani. Dobro je, da je mogoče desna roka malenkost višja, kakor je leva. Predvsem zaradi tega, ker se v bistvu potem kosilnica od same teže precej obesi na desno roko. Ker je vsa teža tam, ne? Tako. Pri metuljčku niti težave. Metuljčko tega dosti manj, ja. Pogledamo, ali da so vsaj poravnane, ali pa da je malenkost desna roka iz zadnje strani gledano višja. Se pravi, dvigneva samo kosilno enoto, malenkost tule niže. Pomeni, da je v bistvu, se pravi, zadeva nekje na polovici vseh teh mer. Tudi tule spredi imamo en tak nivelir, kjer je tale rumena skala gledana. A to je traktorje dol se je vidi? Tako, to se vidi. Se pravi, tale bolj nekje na sredini samega, se pravi, same te skale. Aha, ker tle ima pa tudi največ hoda verjete, ne? Tako, potem tukaj v bistvu ima res tisti idealni pot, da je v bistvu sama zadeva se najbolj prilagaja. Predvsem pa v bistvu z samo poteznico dejansko nastavimo še višino same pašnje. Da nože bolj tako pridejo, bolj tako. Tako, se pravi, samo razbranjevanje nastavi v kosilnico, to je zadeva pripeta in lahko tudi v bistvu potem samo zapremo ta ventil, da nam v bistvu razbranjevanje ne uide nazaj do samih kratov. Dvi sta pa še za dvigati pa spuščati. Eno imamo z mehanskim nastavljanjem samega pretoka,
To pravi, ima gor mehansko dušilko. A ja, tale dušilka. To ima gor mehansko dušilko. Služi izključno samo za odpiranje in zapiranje same enote. A to zato, da ne brbije preveč v tole not, Tako. da gre bolj počasi. Tisti, ki so z modro obarvani, je v bistvu zaželeno, da imajo funkcijo plavajočega položaja. Tisti z črnimi pa so v bistvu lahko sami fiksni na fiksni ventil. Čakaj, jaz zdaj našponam, kar sem le not. Zadevo. Moder ventil. Modra, kje je modra? Tukaj je modra. Tam je tudi puščica gor. Evo ga. To je to, pipo je zaprl. Evo, toplilnica nastavljena. Tudi če pogledamo, sicer zdaj malenkost traktor tudi visi, ker je teren tak, ampak mislim, da so roke kar zelo dober. Upete. Za tako kombinacijo kosilnic kašen je pa to minimalna moč, recimo, za poravnem, se za bregovo so spet druga pisem. Zagonska moč ni tudi problematična, kot je v bistvu sama konstrukcija rok, v bistvu tukaj problematična. Ne? Vse gre v bistvu na eno stran, se pravi na desno roko, ponavadi poškoduje levo stran, ko v bistvu kontra tišči 100 do 120 konjev, pa navzgor. 340 konja mojega dočka, 85 pripil ga prijetno skucnu. Mogoče kucno njih ne, ampak bi pa sam. Ja, prematavali bi ga, no. To se pravi, višine imamo posod, jaz zdaj roke načeloma malo zaklinem. Tudi za cesten transport pa za vse. Neč se vidimo na Travank. To se pravi, da imam 500, to se pravi, mora biti približno Tavža. Ja, cirka tako. Je 950 do 1000 obrata nekje, da imamo potem realno zaplašeno. Mam, na tempomate imam nastavljen, gremo pa kositi. Prvo dol. Zadnjo dol, pa gas. Koliko hiter pa ponovadi kosete, da gre 13? Idealni odkosi so nekje tam med 10, 12 pa tam nekje do 15 km/h. Odvisno spet Kakšen je teren, kakšen je teren, kakšna podlaga, ja, kaj se kosi. Včasih tudi kar zmore traktor. Velikrat je tako, ja. Velikrat je to tako, ja. Kako pa zadnji izgleda, dobro? Mislim, da je vrlo. Je vredno. Je pa mogoče še prej, ko smo govorila o sami razliki med Disc Alpom pa med Silvercatom. Ja. Pravi, imamo pa tukaj v bistvu tudi veliko razliko v samem vrtenju diskov, ne? Pomeni Disc Alpi v osnovi so predvideni vrtenju diskov proti sredini, ne? Aha. Predvsem zaradi lepšega odkosa v dolino. Kar se tiče Silvercat, vrtenje diskov v paro, pri čelni izvedbi Silvercata 3-metrskega Alp je opcija tudi, se pravi, vrtenje proti sredini za lepši odkos. Če še navigacijo žgal, pa res ne rabaš še snemati. Če ne nosiš kalor, radio ne žgeš, pa je. Čeprav ja, tle, če bo nažgal pa en, ta ne se lahko še malo pozabaval, da imaš poj v biti hkrati gor zabije, pa dol, imaš poj še manj. Tudi se da, vse v bistvu res nastaviti, ja. Imaš poj še manj nivo. Tisle, ki zadnji, če zavink puša, bom pa tako poj verjetno pobral, ker sem še eno rundo pelal, ne ste prvo. To je pa čar 3-metrskih kosilnic, ko so zdaj traktori tako široki, da 3-metrska klasa ne pobere vsega, ne. Ja, Če gremo pa na širšo izvedbo, smo pa spet problem za sam transport po cesti, da pa če uradno spremstvo rabili pa vse skupaj. ima že prehudo. Ta prva kosa me tudi usmerjevala, bi jih malo delali do konca not, da ne povozimo, ne. Predna malo usmerjevala pomeni, da v bistvu samo travo podaja v bistvu med sama kolesa, ne? Da ne vozimo po pokošeni krmi, to je v bistvu sploh fajn, če je teren bolj moker, da ne zabijamo v pod preveč, ne. Ja.
15 na uro, pa kaj nič. So lepi dravniki, ni problema. Ja, tako se da. Tam, ko imam ubirane, koliko kakšnih dreves, pa tam, ko podvajam pa to, ponovadi sam se eno delam, recimo delam sam spočno, zato da čim bolj po drevo pridem. Če pa tak dober teren, pa dejansko pa tudi sam strčelno. Drugače pa tole milina, tišina, dosti je hladov v kabin, laufa vse kot norc. Moram, da je to slede. Štrk pa tudi fetno čez kabino spaljan. Tako si noč odvihnem. Pretoke imam pa dosti majhne, zato da to ne zabija preveč. V glavnem tom potovku tele travanke kar nič. Ene 15 na uro načeloma letim v povprečju, saj več. Kaj pa še tudi malo več, ampak ni potrebe. Prav konca sem prej majhen pritisk spustil. Če je kakšen kucel pa to, pa če greš malo hitri, da još vse glih raje malo bolj dol drži, ker drugače mora biti kar majhen ulov skače. Evo, prvi kardan. Zadnji kardan. Tempomat. Počasen dalek imam obaj. Prva dol. Zadnja dol. To pa greš. To pa sam še gledaš. Avtomatski 4x4 imam tudi pržgan, kvečem vseh parcelah, zato ker trka obračam pa to, da nakoplje. Ker ima tudi dosti teže je na desen stran, tako kosilnica visi, ki jo dvignem in ne mora vse zriti. Glavnem, zadovoljen s kosilnicem, zadovoljen s traktorjem. Da vidimo tele kaj breh, mislim, kad tako malo visi, koliko se kaj kosa nagne, sam ne če so na te kamer kaj videl. Ker drugače vse gli se kar dober prilagoditi tudi na pražino. Tudi delo petja, to se pravi sredinsko petje z razbremenjevanjem, pa sprednja čelna s tem vlečem petjem, isto s razbremenjevanjem je to majka. To se pravi, jaz imam hidravlike zaklenjene, tiste roke pri traktorju, pa sam tile ventile drkam, gor pa dol. Zdaj boste spet rekli, da pa bomo kakšen breg pa to probati, ja lej.
Jaz sem tlela tak teren in to nadivam, ker imam. Hektar obrežin čist drugač pomeni pa naravnem, to pa čist verjamem. Tale nima gnatilnika, bena kosilnica, bo treba enkrat več zmešati, drugač pa ja, če bo pa še gnatilnik, pa če za silažne bale delal, pa jaz se recimo sam pokosil, pa skrb zgrabo pa pomaliral. Mislim, pokosil pa meh ne počakal, pa skrb zgrabo pa bale zapakiral. Ko grem pa iz pola na pole, pa če ni velik ceste, pa tudi načeloma sam dvignem. Evo se tlele manj za ta zadnjo konc, ker dan ugasnem, dvignem. Štrk. Čez tisto blokado pade. Ali se dviguje, tle da mu kaže ta drugo dol. Da pokosim spredaj. Ker dan ugasnem, tempomat ugasnem, 4x4 ugasnem. Pa na drugo parcelo. Čist seamless. Evo, zaključil to prvo rundo. Po gorenjski samo kosamo bolj naprej, a ne? Da smo več manj dobla. Ampak to ni prav pametno. Je treba na pravo višino kositi, drugače je to preveč pobrit, pa hitreje požge travo, tako da je bolj, da ima jih na višji, da ima več zagona. Baje. Probal sem traktor in kosilence. V glavnem, če to ni luksus, pa ne vem, kva je. Tleda se video zaključuje, pojte malo na bobnar7.si. Fajne majice, kape, hlače, škorne, ni da ni, vse je gore. Tako da vabljeni. In pa še kakšen del posnel, oziroma kakšen duhajane. To je pa to. Živ!